Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela prijazno elektronsko sporočilo Valove mamice. Val zelo rad prisluhne pravljicam in njegova pravljična želja je res nekaj posebnega. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Valovi pravljici z naslovom Hej, velededi, ki je nastala izpod peresa Paula McCartneyja, nekdanjega člana glasbene skupine The Beatles. Lucija, Tomaž, Ema in Bobby so konec tedna prišli k dedku. Bil je eden tistih dni, ko gre vse narobe. Nebo je bilo sivo, pršelo je in vsi so bili tako zdolgočaseni in nataknjeni, da se jih nisi smel dotakniti. Mulčki, nasmeh, je rekel velededi in iz hlačnega žepa potegnil šop razglednic. Oglejte! Ema je izbrala razglednico s fotografijo peščene plaže in safirno modrega morja. Želim si, da bi šli tja, velededi, je dejala. Poskusimo, je pokimal velededi. Segel je v žep suknjiča in izvlekel star zarjavel kompas. Podrgnil ga je, ga primaknil k razglednici in igla se je začela vrteti okrog in okrog. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Kot v čarovniji se je zabliskalo, čiračara čiribi, vse se v hipu spremeni. Otroci so se znašli na zlati obali, po prstih so izgečkali nežni valovčki. Voda je bila prijetno hladna. Na plaži z razglednico smo, se je zasmejal Bobby in se s pljuskom pognal v morje. Čarobni kompas pa še ni miroval. Jata letečih rib je skočila iz vode. Hej, velededi, so vzklikale. Šola ribjega skakanja. Pridite, mulčki, je dejal velededi. Zajahajte jih. Šola? Je šepnil Tomaž. Upam, da ne bo treba seštevati. Na hrbtih lesketajočih se letečih rib so dolgo drseli prek bleščečih modrih valov in si končno vdahnili na toplem pesku. Zidali so gradove iz mivke, ležali v senci kokosove palme in lizali sladoled. Popolnoma so pozabili na deževni dan. Takrat pa... Au! Je zakričal Bobby. O ne! Nenadoma je iz morja prilezla cela vojska rakovic in zakorakala proti veledediju in otrokom. Hej, velededi, je vzkliknila Ema. Bi šli kam, kjer je manj grizenja? Ja, mislim, da imaš prav, se je odzval velededi. Čarobni kompas je naglo približal drugi razglednici. Na njej je bila slika kavboja. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Zabliskalo se je in zaiskrilo in spet čiračara čiribi, vse se v hipu spremeni. Velededi in otroci so se znašli v puščavskem kanjonu z zelenimi trnastimi kaktusi. Proti njim je na čudoviti lipicanki galopiral kavboj z rjavim klobukom. Ejoj, kako lepa lipicanka, je občudujoče vzkliknil velededi. Zakaj ji praviš lipica? Se je začudila Ema. Lipicanka je vrsta kobile in ne drevo, je pojasnila Lucija. Velededi je zažvižgal in že je prigalopiralo 5 novih kobil. Otrokom je pomagal v sedla
in skupaj s kavbojem so se pognali po kanjonu. Hi! Je zakričal Bobby. Hitreje! Je vzklikala Lucija, ki je veter mršil lase. A zakaj se je v daljavi začel dvigovati obrak prahu? O ne, velika čreda bizonov je topotala proti njim. V kanjonu je odmevalo glasno mukanje govedi. Tomažu ni uspelo razjahati. Njegova kobila se je uspela na zadnje noge in ga stresla na tla. Ne boj se, Tomaž, je zavpil velededi in zgrabil svitek vrvi na kavbojevem sedlu. Zavihtel je laso, ujel Tomaža v zanko in ga dvignil k sebi na kobilo. Udir, mulčki, je ukazal velededi, na vso moč. V zadnjem hipu so se izognili divji čredi. Hej, velededi, je zasopel Tomaž. Bi šli kam, kjer je manj divjanja? Ja, prav imaš, je pokimal velededi. Tu mi je prevroče. S kompasom se je približal tretji razglednici. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Še preden so otroci videli, kaj je na sliki, se je zabliskalo in zacvrčalo. Kot bi trenil, čira čara čiribi, vse se v hipu spremeni. Velededi in otroci so se znašli na vrhu visokega hriba, obsijanega s popoldanskim soncem. Ema, Bobby, Lucija in Tomaž se niso naveličali smejati in valjati po travi med dišečimi rožami. Velededi je v roke vzel staro kitaro in začel brenkati pesmico. Mu! Hej, velededi! So pozdravile prijazne krave in zvonci pritrkavale pesmici. Velededi je iz žepa vzel majhen raztegljiv daljnogled in otroci so si z njim ogledovali zasnežene vrhove. Nenadoma so zaslišali bobneč zvok. O ne! Hej, velededi, poglej! Je kriknila Lucija, ki je kukala skozi daljnogled. Velika gmota snega je drsela po pobočju planin nad njimi. Plas. Hitro, mulčki, je ukazal velededi. Skočite! Tik preden je plas prihromel do njih, so velededi in otroci zajahali prijazno kravo. Pohiti, krava, pohiti, je vzkliknil velededi. Čarobna moč kompasa jih je dvigovala više in više. Švicarske krave so izjemne letavke, se je zasmejal velededi. Jahati na kravi je sicer zabavno, a dan je bil presneto dolg. Hej, velededi, je zazehala Lucija. Bi šli nekam, kjer je več spanja, se je zahahljal velededi. Presneto dobra zamisel. Tokrat je iz žepa na mesto kupa razglednic potegnil fotografijo svoje hiše. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Približal je kompas in svet okrog njih se je začel vrteti in iskriti. In takrat, čira čara čiribi, so se znašli v veledetkovi dnevni sobi. Kompas pa še ni nehal čarati. Znova se je zabliskalo in otroci so bili pripravljeni na spanje. Z umitimi zobmi in obrazi so do vratu pokriti ležali v posteli. Še nekaj minut in Tomaž, Bobby, Lucija in Ema so zaspali in sanjali o novih pustolovščinah. Igla se bo zavrtela, pustolovščina začela. Lahko noč, velededi. Ja, poglejte našo druščino. Bravo, dedi, za odlično pustolovsko žilico. Zelo fino bi bilo, če bi tudi mi lahko imeli tako čaroben kompas, kaj ne? Val, najlepša hvala za idejo o čudoviti pustolovsko obarvani pravljici.
Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pustolovsko obarvani pravljici z naslovom Lov na medveda, v kateri boste spoznali družino, ki se je odpravila na izlet z željo poiskati medveda. In ne boste verjeli, na koncu so ga tudi našli, a nad medvedom niso bili najbolj navdušeni. Prijeten pozdravček Valu, ter pa seveda vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, bodite raziskovalnega duha in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Super pravljica.